kmalu se bo zgodilo eno tvoje predavanje na temo psihologije mank v knjižnici Prežihovega Voranca. Kdaj? Kaj? 10. november ob 19. od 7 do 8 zvečer. Lahko malo mogoče daš kakšen sneak peek, o čem... V glavnem, lansko leto sem govorila bolj o psihologiji animejev, zdaj pa psihologija mank, pač podobno bom predstavila razvoj psihologije, kako smo od stare Grčije prišli do tistega trenutka, ko bom jaz v knjižnici. Kako postopoma pa malo zgodovino mank, kako so se razvijale, kdaj se prvič pojavil izraz manga, potem pa še malo tako, kaj so mange, kakšne zvrsti poznamo, kako jih lahko beremo. In seveda imam zmeri tako namen narediti eno nagradno kviz vprašanje. Eno vprašanje bo, ne? Tako da ponavadi to naredim zaradi tega, da malo angažiram tudi publiko, no? Da malo se razmišlja. Vprašanja so pa taka splošna. Kot pri Jašike je bilo, ali je ta anime Jašike ali ni. Ne? Da se malo razmišlja. Lani na Mofukonu si imela predavanje o psihologija. O Jašikih? Tako psihologija anime je bila pa, ko je bil Makon, ne vem koliko let ali 2 leti. Mislim, da je morda 2019. Ker s tem 2 leti smo bili nothing, ne? Takrat sem imela pa psihologijo animejev, pa vmeš neke očuječnosti. Pa tudi v eni revisi objavljala, ne? Ja, Magnet manga. Res? Še društvo animov, ja. Nice. Sem imela rubriko Psihološko oko. V bistvu sem analizirala mange in animeje, naredila pač neko analizo in malo učila psihologije. Kako poteka? Lahko moče razložiš proces iz svojih oči, kako izgleda ta proces analize mange, naprimer, na kak način? Se lotiš, to samo prebereš ali študiraš to ozadje o avtorju, o načinu strukture zgodbe, gledaš kakšne referenčne zgodbe, kaj tazga? Ponavadi sem izbirala bolj manga anime, ki sem že enkrat gledala, da sem dobila nek vtis. Zdaj pa zgleda tako, ne vem, pri animejih je konkretno, gledam, ustavim, da naredim zabeležke. Ne vem, kakšne so barve, kaj se dogaja, kaj razmišljam, kakšna je teorija, nekdo omenja hikikomori, kaj je to, in pa greš brati članke in malo povežeš. Pri mangah je seveda, ne vem, prebereš eno stran, pa spet dobiš idejo, malo razmisliš, kaj bi se tle dalo, kako je to v psihološki teoriji, ker še nasplošno tako gledam animeje. Zmeraj razmišljam, a so fajn to psihološko teorijo uporablja, so kaj falili, a bi kaj spremenili, kako so psihologe predstavili, recimo, to me zanima. To vsak znanstvenik vedel, kako. Predstavljam si, da anime mank ne bereš samo zaradi tega, ker bi iskala tukaj neko psihološko, oziroma referenco za svoje psihološke metode, kako se reče, psihološke metode, karkoli. Psihološko delo, ampak pač ti tako konzumiraš vse vrste, ne? Za prosti čas.